Prav lepo pozdravljeni v oddaji, v Državnem zboru se dogaja. Ja, marsikaj se dogaja, zato je z nami v studiu zasavska oziroma zagorska poslanka, magistrica Katarina Hočevar. Dobrodošli v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Zdaj se že kar nekaj časa nisva videla, nekaj mesecev je bilo tega, kar precej ste zasedeni. Tudi mi smo, moram povedati, ampak sva uskladila tale termin za intervju in morava našim gledalcem povedati, čeprav tole gledajo zvečer ob 8:30, da midva snemava zjutraj ob 8. Ja, tako, danes je ponedeljek in dan za teren, tako da sem ga danes začela v vašem studiu. No, že danes v dopoldanskem času boste, bova rekla, ker to snemamo ob 8, imeli kar nekaj obiskov volivcev iz Zagorja in eden izmed tistih pomembnih obiskov, vsaj upamo, da se bo kaj rešilo, je tudi obisk predstavnikov delavcev iz SVEje, mislim, da sindikalist pride. Okrog SVEje ste se pred časom kar precej angažirali, veliko ministrstev obiskali, mislim, da tudi takrat državnega sekretarja Gašparja Mišiča. In nekaj je bilo doseženo, nekaj so SVEjini delavci oziroma sama SVEja dobila strani države en del, dobili se poplačane plače za nazaj, ampak vmes so že veliko delavcev odpustili. Zdaj pa spet zelo slabo kaže, država, vlada v tem primeri se kar ne more odločiti, ali bi še pomagala, ali ne bi pomagala, kako bi pomagala. Kaj vi veste? Ja, poglejte, žal je medresorska skupina zavrnila drugi del pomoči za SVEjo. SVEja je dobila prvi del pomoči v višini 1.300.000 evrov in takrat so bili dani s tistim sklepom vlade določeni pogoji. In žal SVEja tem pogojem ni zadostila. Tega denarja, ko ga je pač SVEja zdaj dala v prošnjo za drugi del, bi višina vladne pomoči morala znašati 6 milijonov evrov. To bi pomenilo 47.000 evrov na eno delovno mesto. In to bi nikoli še ni vlada pomagala s takšno višino za eno delovno mesto. Zdaj, če pogledamo za primer rudnika, je 25.000 evrov dobi, ko nekdo zaposlil delavca iz rudnika, pa ga je mogel imeti zaposlenega 2 leti. In takšna višina sredstev bi v bistvu pomenila tudi nedovoljeno državno pomoč in to bi bilo v nasprotju z zakonom o pomoči in reševanju gospodarskih družb v težavah. To je zakon, zaradi katerega je SVEja dobila prvi del pomoči. In takrat so tisti podatki kazali oziroma SVEja je takrat izpolnjevala pogoje. In zato sem jaz v to tudi verjela in zato smo se pač tudi za to borili. Zdaj pa bom rekla, sod je oziroma vlada je dal tudi skrbni pregled poslovanja SVEje in pač ugotovitve so take, da bi bila ta višina v nasprotju s tem zakonom in pa tudi v nasprotju z zakonom o javnih financah. Ni bilo tudi doseženega sporazuma z bankami, ampak je ta drugi del prošnje za pomoč še zmer vseboval samo načelni dogovor z bankami, ne pa sporazuma, ki bi jasno nakazal, da bodo pač banke lastniško vstopile. Tako da jaz bom pač to tudi delavcem pojasnila. Tisto, kar sem jaz kot poslanka naredila, sem lahko. Zdaj pa, veste, tudi stečaj ni vedno slaba rešitev. Zdaj, če pogledamo... To nekako napovedujete, zdaj bo do tega prišlo? Jaz mislim, da druge rešitve pač ni, zato ker po insolvenčni zakonodaji, poglejte, Termana Laško deluje tudi v stečaju. Če bomo dobili enega dobrega stečajnega upravitelja, je to lahko tudi pot okrevanja oziroma pot, kjer se ohrani tisto zdravo jedro in proizvodnja se tudi v stečaju lahko nadaljuje, to imamo primere, ne. Je pa pač SVEja prezadolžena. 11 milijonov je pač kreditov in tudi tekoče poslovanje pač ni dosegalo tiste rasti oziroma ni bilo tako, kot je bilo načrtovano. Kaj preostane delavcem? Jaz sem že enkrat govoril z delavci, tudi s predsednikom posnel neko izjavo, zelo zanimivo,
in sicer odgovornosti tudi bivšega vodstva, ne, ki je nekako Svejo pripeljalo do tega, kar je zdaj. Zdaj marsikdo od bivših zaposlenih vodstvenih delavcev je zdaj lepo mirno v pokoju. Ne vem, če mirno živijo v pokoju, glede tega, kar se dogaja s Svejo. Dolga leta prej se je govorilo, tisti nacionalni interes, ne, Sveja mora ostati v naših delavskih rokah, v slovenskih rokah. Če pa pogledamo sosedno podjetje Bartek Varnost ali pa Siporex, ne, Itong, sta pa v tuji lasti, ali pa, če hočete, cementarna, tudi v tuji lasti Lafarge, pa delajo. Marsikatero tisti nacionalni interes so včasih človek že kar prime za denarnico. Ne. Poglejte, zdaj, ko ste me vprašali, jaz sem res do prvega dela pomoči tudi začutila tisto energijo pa pripadnost delavcem, da bodo zmogli. Verjeli so v to. Pa se oni bi, ne? Ja, ampak zdaj imam občutek, da tudi te energije več ni in jaz jih razumem. Lejte, to tudi ni rešitev, da dobivajo po 350 evrov plače. Če dobijo, ne? Ja, tako. Tako da zdaj, jaz bom tako rekla, no, ta prvi del pomoči je mogoče pomagal, ne vem, res, da jih lahko preštejemo na prste ene roke, ki so se v tem obdobju upokojili. Poznam pač tudi ljudi, ki so se invalidsko upokojili, saj eni prispevki za nazaj so bili plačani, ampak takšno životarjenje na obroke pač tudi ni rešitev. Če ni trga, sploh ne. Zdaj, kako je pa to, koliko ste pa s tem informirani, da bi imela Sveja dovolj trga? Poglejte, to je verjetno vse povezano z denarjem. Robo moraš kupiti, ne, da lahko potem izdelaš končni izdelek. Problem Sveje je, da je pač preveč fokusiran na domači trg in tistih 27 tujih trgov, ne, ki so bili prikazani, v bistvu niso v tolikšni meri, ni tam naročil, da bi zdaj rekla, da bi bilo to ekonomsko upravičeno oziroma rentabilno, veste, to bi potem mogli biti tako v starih časih po 200 kuhanj. To, kar ste pa za nazaj omenili, ne, pa tako se meni tudi ljudje sami povejo, ne, veste, to je bilo, bom rekla, bolj približno tako kot v državi, ne. Ljudje so mi povedali, jemali smo kredite, ne, veliko tiste bom rekla tega, kaj je bilo kazano, kako gre Sveji dobro, ne vem, 5-6 let nazaj, je bilo na račun kreditiranja, ker banke so kredite dajale, vodstvo je v bistvu uspelo, je bilo veliko tudi na zaupanje teh kreditov danih. Ohranjali so svoj lastniški delež, ne, ki so ga potem prodali, ne? Veliko je bilo pač tega, bom rekla, eno navidezna uspešnost je bila v Sveji predolgo vzdrževana na račun kreditov. Žal. Žal, ne. Tega mi dva ne bova rešila. Upajmo, da se bo kaj rešilo, da bo... Tisto, kar lahko pomagamo, seveda. Jaz zdaj predvsem upam na enega, če bo prišlo do stečaja, na uspešnega stečajnega upravitelja, čeprav... To pa je lahko problem, ne. To je pa že vaš minister, gospod dr. Pličanič dejal, ne, da tu pa je kriza pri teh naših stečajnih upraviteljih, ne, dostikrat ne vzamejo to delo v smeri reševanja, ne, ampak bolj polnjenje svojih žepov, ne. Ja, lejte, jaz vedno upam na najboljše, je pa tudi tako, da pač kakšen tuj partner bi bo lahko v tem trenutku še zmer rešitev. In tudi to, saj, kakor so mene seznanen, ja, pomaga seveda pri dogovorih, ne, in eni dogovori tudi potekajo, no, saj mene so na ministrstvu pač seznanili, da so eni tuji investitorji, ki se zanimajo in pogovori pa je tudi že potekajo par mesecev. Ampak tukaj se politika ne sme vmešavati, no, pač jaz osebno, jaz seveda pač lahko to spodbujam, ne, in dam podporo temu. Potem so pa tu menjave, ne, na ministrskih mestih. Minister, ki zelo dobro pozna Svejino problematiko, gospod Stepišnik, ki je v odhodu. No, ampak gledajte, se pravi, ta medresorska je bila strokovna skupina imenovana iz tujih, bom rekla, iz ljudi, ki niso na ministrskih oziroma na delovnih mestih znotraj ministrstva in ta je pač dala negativno mnenje in seveda se potem jaz tudi razumem, da se minister oziroma vlada ne more odločiti drugače. No, če ostaneva še malo v samem Zasavju oziroma v občini, pogosto imate v teh dnevih, ko imate odprto svojo poslansko pisarno, obiske. Kaj so tiste poglavitne teme? Kaj je tisto, kar pa lahko vi rešite? Oziroma...
Poglejte, jaz pač po svojih močeh poskušam pomagati vsakmu, ki se obrne name. Včasih so to čisto individualne, bom rekla, na pol zasebne težave, ki pa tudi kažejo na en odraz družbe oziroma da vidim, s kakšnimi težavami se ljudje srečujejo. Sicer pa, ne vem, danes gremo obiskati tudi osnovno šolo Toneta Okrogarja, ker so me tudi že starši obiskali v poslanski pisarni in se seveda želijo, da bi bili sicer v okviru občinskega proračuna več namenjeni za obnovo te šole. Seveda jaz pač lahko poskušam pomagati pri tem, kateri razpisi tudi iz kohezijskih sredstev so odprti. Zdaj pred časom sem vse svoje 3 ministre pripeljala v našo občino. To je bil dan slovenske hrane. Tako, malo sem sicer potem še izkoristila na druge zadeve. Hotela sem jim prikazati delček našega podeželja. In pokazali ste jim, ja. Bili smo pri Čopovih v Podkumu, predvsem, da sem ministra Omerzela seznanila s to problematiko ceste Podkum-Sopota, ki je državna cesta in še vedno nima asfaltne prevleke. Obiskali smo tukaj v vaši neposredni bližini Rudarski muzej, ki je prav tako, bom rekla, se kandidira na določena državna sredstva v okviru Ministrstva za kulturo. Potem Medijske toplice so zdaj 19.12. na dražbi, ampak predstavila sem problematiko in mogoče kdaj v prihodnosti. Mimogrede, kakšen Rus na vidiku, tako kot za Rimske toplice? Glejte, ne vemo, ampak problem tega kompleksa vemo, da so pač visoke hipoteke in jaz upam, da bo rešitev za ta kompleks tudi pač slaba banka, da bojo te terjatve prenešene na to in da se potem, ko to ne bo več obremenjeno s temi visokimi hipotekami, najdu en investitor, ki bo dober gospodar. Ker to je žalostno, kar se zdaj dogaja. Tako, no, in jaz pač kar lahko naredim je, da kdarkoli bo v teh naših ministrov mogoče seznanjen s to, da so zdaj na licu mesta vedeli in da vsak po svojih močeh pomaga. Ministra Omerzelja smo tudi seznanili s problematiko prehoda za pešce v Kisovcu. Rabimo soglasje direkcije za ceste. Ki ga na primer na Mlinšah išče občina že več, skoraj da bi človek dejal 10 let. No, tiste, ja, pravim, še druge zadeve, pač kompleksne problematike, ampak vse tisto, kar je mogoče v tem trenutku v Zagorju aktualno, sem jim poskušala predstaviti in jih prositi za pomoč pri mojih prizadevanjih, da se, bom rekla, te male ali pa malo večje zgodbe razrešijo. Včasih se zdi, da se v naši državi tako počasi kakšne najbolj preproste stvari sprejemajo, kot je recimo umestitev nekega prehoda za pešce, recimo omenil sem Mlinše. Pri drugih zadevah ste pa poslanci in tudi vlada kar precej hitri, ne? Ko govorimo o nepremičninskem davku, seveda se je kar nekaj časa pripravljal, tudi vi ste bili na tej kar precej odmevni okrogli mizi, kjer so se zbrali obrtniki, vi ste imeli tudi svoj govor, ampak vseeno, potem pa ste pritisnili tipko, ne, in sprejeli ta nepremičninski davek, ki pa je, mi smo že nekaj oddaj na to temo posneli, kar precej krivičen, ne? Tudi pri ocenitvi pa pri višini, če primerjamo kmeta v Zasavju ali pa v Prekmurju, ne? No, lejte, to vse tudi ne drži, kar ste zdaj povedali, če sva poštena. Lejte, ta davek se umešča v slovenski prostor, davek. Bom rekla, zdaj, če ga tako poenostavljeno imenujeva, že 5 let. Dejansko se je začel z vrednotenjem nepremičnin in vse evropske države ga praktično poznajo. Zakaj jaz trdim, da to ni nov davek? Zato, ker bojo s tem davkom brisani oziroma ukinjeni 4 drugi davki. To so takse za gozdne ceste, to je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, to je premoženjski davek in pa tudi premoženjski davek na višje vrednosti nad $500,000, kar je bilo že uvedeno z ZUJF-om. In ko ste govorili o krivičnosti, ne, večja krivičnost je bila tudi do zdaj. Nekateri tega davka sploh niso plačevali. Imamo 212 občin in pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča smo imeli 212 pristopov. Zdaj, če povem primer, nekdo, ki ima v Zagorju hišo vredno 100,000 evrov, meni so to pač prinesli v poslansko pisarno pokazati oziroma so prosili za pojasnilo,
smo skupaj ugotovili, da bojo zdaj plačevali 10 evrov več, kot so zdaj nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Je pa po drugi strani res, da podeželje v zagorski občini ni do zdaj plačevalo nič. In zdaj vas sprašujem, ali je pravično, da nekdo do zdaj, ki ste omenili kmetijo, ni plačeval nič v zagorski občini, kar je seveda pohvalno, ne, mislim, z tega vidika, ampak sosednja občina 700 metrov stran so pa plačevali tega par 100 evrov. In tukaj gre zdaj samo za to, da bomo nekako na ravni cele države naredili en enoten pristop. Poleg tega, recimo, ko govorimo o obremenjevanju gospodarstva, gospodarstvo se s tem davkom ne obremenjuje pretirano, zato ker bo pobranga iz budžeta gospodarstva 13% več, kot je bilo do sedaj. In recimo direktor farme Ihan mi je lepo povedal. Oni imajo nepremičnine v občini Domžale, Kamnik in pa Krško. V Domžalah bojo približno plačevali isto, v Kamniku pol manj, v občini Krško, zanimivo, ker je bil pa župan nekdo, ki je zdaj prvo podpisani bil pod peticije proti davku, pa celo 3-krat manj. A veste, in ta, bom rekla, na en način morava priznati, da s tem se tudi uvaja en red oziroma saj enoten pristop. Se pa strinjam, da tako kot vsak zakon bo tudi ta v praksi prinesel kakšne anomalije, ki ga bo treba popraviti, da najbrž ni vse v redu z vrednotenjem, ampak, a veste, saj transparentno bo. Vi lahko danes na internetu pogledate, koliko je vaša nepremičnina vrednotena in v bistvu zahtevate na GURS-u spremembo oziroma ponovno ali izračun, ali bom rekla tudi samo po sebi. Ne? Naša predsednica vlade, prav sosedi bodo poskrbeli, da se bojo te zadeve uredile, če pride do teh anomalij, da je, ne vem, sosedova hiša, čeprav približno enaka in na isti lokaciji ali pa kraju uredna, pa ne vem, enkrat več. Ne? Sigurno bo veliko problemov, ampak jaz pričakujem, da bo ta zakon imel tudi nefiskalne učinke. A veste, a to je pa pravično, da je nekdo imel minimalno plačo, 10 stanovanj, pa je bilo treba na sodišču 3 leta, da je pravično preživnino plačeval. Ali pa vprej, dokler ni bilo spremenjene socialne zakonodaje. Pretiravate 10 stanovanj, ne? Ja, ne, lejte, to je sodba sodišča, ki smo jo recimo v enem drugem primeru naštudirali. 10, ja. Ja, ampak, a veste... Ste tudi vi populistični. Ja, vsi smo malo. Državni svet je dal veto, potem ste še enkrat glasovali z 49 glasovi, preko 80 tisoč ljudi je podpisalo protest, peticijo proti tem davku. To nič ne pomeni za poslance? Ja, pomeni, ampak poglejte, do mene so hodili kmetje, ki niso vedeli, da je dana za davek za kmetijska zemljišča kapica. On je podpisal peticijo in je rekel, zdaj bom pa plačeval 50 evrov za hektar gozda. Ni res, zato ker noben v Sloveniji, največ, kar boš plačeval na hektar gozda, je 5 evrov. Največ, kar boš plačeval za kmetijsko zemljišče, je 20 evrov. In veliko je bilo tudi teh pretiravanj oziroma nepravilnih informacij. In ne, jaz sem povedala tudi na obravnavi primer, pač da koliko je prerast gozda, koliko je to en kubik drv, koliko stane in koliko bo davka. No? Tako da sam gospod Žveglič, čeprav je tudi hodil po Sloveniji, pa seveda zbiral podpise, je potem na odboru priznal, da to ne bo uničilo slovenskega kmeta. Ne, tako da, a veste, se trdim, da... Potem so pa tu še obrtniki in manjši podjetniki, ne, ki pa so množično proti temu. Ne. Tega ne morete trditi, da ni res, ne? So proti, ampak priznajo pa hkrati tudi eni, da bojo pa plačevali manj. Pa da bodo veselo plačevali. Lete, vi boste več zbrali kot zdaj, ne? In prej je bil to od občine, zdaj bo pa polovica od države, ne? Torej... Ne, občine bodo 3 leta dobivale v enakem obsegu, kot so dobivale zdaj, s tem, da po 3 letih bodo pa lahko svojo polovico za 50% zmanjšale ali pa povečale oziroma pa s tem tudi spodbujale gospodarstvo. Zdaj, če lahko povem za primer občine Zagorje, je indeks 130%. To se pravi, na območju občine Zagorje se bo zbralo 30% več, kot se je do sedaj. Je pa primer, recimo zanimivo, občine Vodice. Če se peljete vi čez občine Vodice, so same krasne hiše in bom rekla, tam ne živijo revni ljudje, zato ker kvadrat zemlje stane 150 evrov, bojo pa plačevali, je pa indeks 1000. Koliko se bo v državnem zboru oziroma v državnem proračunu zbralo denarja?
z nepremičninskim tem davkom v letu 2014? Koliko se predvideva? Ja, za državni proračun se pač predvideva okrog 200 milijonov. Torej, toliko več bodo državljani plačali. To je škoda karkoli drugega govoriti. Tudi če zdaj niso, bodo pač zdaj plačevali. Zdaj me pa še nekaj zanima. Zakaj je bilo potem potrebno tudi dvigniti ceno vinjet? Mi dva sva se nekaj časa pogovarjala, tudi pred nekaj časa po telefonu, in vi ste takrat dejali, da se boste borili, da te družine, ki imajo večje avtomobile, ne bi... Tako, ne? Zaenkrat je še kar meter 35. Tako, kot ste rekli, ampak cena je višja, ne? Vse v državi pač traja. Minister Omerzel mi je dal zagotovilo, to sem tudi že zadnjič povedala v eni razpravi, ko smo imeli družinsko zakonodajo, invalidi in pa družine z več otroki bojo dobile, v narekovaju, podarjeno vinjeto. To je njegovo zagotovilo in to z Ministrstvo za delo rešujeta. Še rešujeta, ne? Še rešujeta, ampak pač zagotovilo je, da bo to urejeno, ampak veste, to je en kup, bom rekla, se strinjam, birokratskih, bom rekla, zapletov v zadnji, kako to rešiti, zato da spet ne pride, bom rekla, do raznih tudi prevar in tako naprej. No, za primer, da vam povem, ampak podjetniki bodo tudi plačevali zdaj bistveno več, kot so prej, ne? Pa morate sami vedeti, da spremljate obrtništvo v Sloveniji, da so že zdaj na meji tistega, da preživijo, in zdaj, če imajo 10 avtomobilov, to ni zanemarljivo, ne? To je 1000 evrov več, kot je bilo. Najprej, da pojasnim tale vinjeta za družine. Lejte, veste, da obstaja, da velike družine lahko so oproščene davka na motorna vozila in pa plačajo samo polovico cestne takse. In od 2000 avtomobilov, ki je registriranih na tem, da ne bi bile namenjene velikim družinam, so zdaj na ministrstvu ugotovili, da je kar 80 takšnih avtomobilov, ki sploh niso namenjeni, niso primerni za prevoz otrok. To se pravi, športni avtomobili, razni ne vem kakšni Q7 in tako naprej. To se pravi, zaradi takih zadev traja mal dalj, da res fantje preštudirajo, da potem ne pride do zlorab. In to je pač moj zagovor ministru, da verjamem, da bo pač te vinjete zrihtal za invalide in za velike družine. Zdaj pa govorim o dvigu, bom rekla, za obrtnike in pa tudi ostale, pa tako, lejte, jaz tudi ne vem, zakaj je bilo treba leta 2004 reprogramirati kredit, ki smo ga najeli za izgradnjo avtocest. Pa so bili takrat veliko boljši časi in zdaj v letu 2014 je zdaj treba plačati težke milijone za tisto, kar smo najeli za avtocesto. In to pač ni vzdržno. In več se more nateči, da bomo to uspeli poplačati. Meni je žal. Potrdili ste tudi tisti intervencijski zakon v zdravstvu, kjer bojo tudi honorarji, recimo tudi na naši televiziji, več obdavčeno. To ne pomeni, da bomo mi dali zdaj manj honorarjev, ampak mi bomo več plačali v državno blagajno, prav. Ampak vi ste v tem studiu dejali, da je davek na dodano vrednost, mimogrede, tudi ta je 2 odstotne točke višji, pa 1 odstotno ta nižji, ste dejali, da to je zadnji davek, ki ste ga vi in Državljanska lista podprli, ampak zdaj se jih pa že kar nekaj naštela, kjer ste dvignili roko. In tu jaz ne razumem, zakaj, če vi menite, če rečete, ne bom dvignila več nobenega davka, zakaj enostavno ne delate v nasprotju s tem, kar vaša stranka recimo podpira? Bi pač rekli, jaz pa tega ne bom podprla. A ni te samostojnosti, tega jaz ne razumem. Poglejte, gospod Igor, če vam lahko pojasnim. DDV je bil predviden z ZUJF-om in kjerakoli vlada bi bila leva ali desna, bi ga dvignila. Za nepremičninski davek sem pojasnila, da ga pač jaz razumem kot en davek, ki se 4 ukinjajo. Kar se tiče pa dviga prispevkov, dobro, zdaj lahko govoriva davek prispevki, ampak ste pa malo krivični, ker morate vedeti, na vse kriple v Državljanski listi smo bili res, bom rekla, tudi medijsko napadeni grozno. Naša Kristina Valenčič ima 3 majhne otroke in je ta zakon pokrivala. Preberite si članke v Delu. Zelo nesramne in z naslovom Kdo je Kristina V?
mamica s 3 otroki z univerzitetno izobrazbo, ki je skozi zasedala visoka delovna mesta, se je obtožili, da nima pojma o zdravstvu. Prvotni predlog je bil bistveno višji. Minister Gantar je zahteval 60 evrov oziroma prinesel pred to vlado, da bi dvignil za 60 evrov na mesec. Mi smo pač dosegli 25 evrov, se je potem dvignilo. Ampak mislim, res smo se potrudili, mi smo ta zakon blokirali pol leta. Potem so je začeli, bom rekla, na osebni ravni, da zaradi državljanske liste bojo otroci prišli k zdravniku in ne bojo imeli oskrbe oziroma ne bodo zdravstveno oskrbovani. In pristali smo na to pod zavezo in pogojem, da se izvede zdravstvena reforma. To je bilo pri predsednici vlade obljubljeno in zagotovljeno in očitno, ker je minister Gantar zdaj presodil, da tega bo težko naredil ali pa da bi se določenem lobijem zameril, je raje odstopil. Odstopil pa zato, ker s tem, ko smo tistih 25 evrov dvignili, smo mi zahtevali zavezo, da se izvede zdravstvena reforma, ki je nujna. Tako da ja, lahko se strinjam z vami, povišali ste pa tudi za 20 evrov, ampak naredili smo pa res, iskreno smo se borili, pa naredili smo vse, kar so v naši moči. In da ni 60, ne? Ja, ampak glejte, a veste, karkoli lahko narediš na boljše, je bolj kot nič. To je že vedno, da slabše, ker bo še vedno 20 evrov več plačevali. No, ampak veste, jaz pač ko pravim, svet se spreminja tudi z majhnimi koraki. Seveda se, no, ko ste že omenili ministra Gantarja, pa seveda minister Stepišnik sta v odstopu. Zdaj, to sta dve različni stranki, Desus, Pozitivna Slovenija. Nekako se pričakuje, da bo, pa kar napoveduje se že, da boste morali tudi v državljanski listi riskirati nekoga, ki bo odstopil, pa tudi pri socialnih demokratih. Koliko vi veste o tem? Govori se o Mrzelu, ne? Lejte, jaz pač ko mislim, to je stvar predsednice vlade. Ste že kaj govorili o tem? Ne, seveda ne. Jaz pač mislim, da naši ministri delajo dobro, da mogoče celo preveč, pa so komu trn v peti. Tudi minister Mrzel je kakšne lovke v okviru energetike prestrigu, pa je najbrž zdaj sam prizna kakšnem fantom trn v peti. Tudi gospod Pličanič dela pomembne premike v pravosodju, bila je zaveza sodstvom prvič v zgodovini sklenjena. Gospodarski kriminal se preganja, čeprav se strinjam, da je problem Slovenije, pač, da imamo probleme s korupcijo v Sloveniji, ampak lejte, ja, ampak lejte, so tisti, ki so prišli v naskriž zakonov, se zapirajo, tudi določene sodbe so bile. Minister Virant tudi praktično je eden najbolj delovnih ministrov, se sam z njegovimi zakoni v parlamentu skoraj da ukvarjamo. Je pa dejstvo, da veste, mogoče pa komu nismo všeč tudi, kar se tiče združevanja občina, ne. To so pač določene ideje in pa naša stranka je bolj naklonjena reformam, kot pa druge stranke v tej vladi. Bolj smo naklonjeni spremembam in na vseh področjih opozarjamo, da je treba narediti premike, da je pač treba zarezati, da je treba speljati strukturne reforme. In zato je mogoče usklajevanje tudi v tej vladi včasih težje. Ampak lejte, ni pa slabo, da so različni pogledi. Tudi mi nimamo zmer prav, ne? Včasih je treba tudi kakšno drugo stran pogledati. Tako da, lejte, tako kot vsake stvari, jaz pač tudi v tem vidim nekaj dobrega, ne moram pomagati, taka sem. Pričakujete, da bo prišlo do spremembe še, da bo še kateri od ministrov odstopil? Lejte, jaz predvsem upam, da bo predsednica vlade presojala potem, kako dobro dela kakšen minister, ne pa iz katere stranke prihaja. Mogoče veste iz rokava kakšnega, kdo bo novi minister za gospodarstvo? Jaz upam, da bo prihajal iz gospodarske oziroma obrtne zbornice in moji namigi njej bi šli v to smer, da ima mogoče zdaj tudi varianto, da in na zdravstvu in na gospodarstvu da neodvisne strokovnjake in bi tudi ta vlada mogoče dobila mal pridih tehnične vlade, ki jo nujno potrebujemo. In na obeh področjih je potrebno izvedeti strukturne reforme in mogoče čist, bom rekla, ljudje ali pa strokovnjaki, ki niso zdaj čist strankarsko opredeljeni, bi bile mogoče lahko obliž ali pa dobrodošli za to vlado. Tako da, če bi bila jaz na njenem mestu, bi se odločila tako. In upam saj, da pri gospodarstvu kaže na to, da se zna to zgoditi. No. Bomo videli, ne? Bomo videla. Tako. Zanima me, kako komentirate ta
zadnji odstop trojke KPK, ne? Oziroma, saj so še do marca. Ja, meni ta zadeva ni blizu. Čist iz osebnostnih lastnosti, ker jaz sem pa človek, ki se bori do konca. In tudi, če moraš kdaj narediti korak nazaj, to znam sprejeti in verjamem, da je to zato, da potem lahko 2 naprej. Tako da mal me je ta odločitev presenetila tudi z tega vidika, ker recimo smo ravno v tem mesecu sprejeli v Državnem zboru kar 3 zakone, zaradi katerih je celo KPK sama sklicala tiskovno konferenco in nas pohvalila. To je bilo recimo zakon o političnih strankah, ker smo omejili, da podjetja ne smejo več financirati političnih strank. Zakon o referendumu, zakon o volilni pravici oziroma evidencah. In to so bili vse zakoni, za katere je GRECO, to je mednarodna organizacija pri svetu in tudi Svet Evrope, že pred 6 leti dal priporočila, pa so bile v prejšnjem mesecu sprejeta. Ne? Tako da, ja, oni se recimo rečejo, da so že takrat, ko so premoženje predsednikov strank nekako obelodanili, da so že takrat rekli, da če se ne bo nič zgodilo, so nekako napovedali odstop. Ampak, lejte, določeni premiki so. Nenazadnje se je gospod Janša umaknil iz te aktivne politike. Janković pa ni predsednik vlade. Ne? Dobro, lahko se pa z njimi strinjam. Ne? Državljanska lista je v parlamentu vložila zakon, po katerem bi bilo možno odpoklicati župana. In če bi Ljubljančani tako presodili, bi lahko tudi Jankovića odpoklicali. Ampak nas ni podprla nobena izmed političnih strank. Ampak vloženo je bilo. Ne? Tako da mene iz tega vidika je presenetilo. In zdaj bom rekla tako, no, jaz ne upam, seveda imajo legitimno pravico, ampak ne vem, ne, mogoče se bo pa ta trojka zdaj pojavlja na političnem prizorišču, pa ustanavljajo novo stranko. Ne vem, no, tako špekuliram, ali pa lahko je tudi eden izmed razlogov. Ker mimogrede, ne, gospod Klemenčič, ki je vodil KPK, ne, je pa tudi že kot državni sekretar pri prejšnji ministrici oziroma predprejšnji Katarini Kresal odstopil, ne, pa tudi že prej tudi, ne. Tako da nekako se vleče to. Sej jaz jih razumem, sej pridejo dnevi, ne, in v politiki, pri poslancih, pri ministrih, ki se vprašaš, pa kaj mi tega treba, ne. Ampak, ne vem, no, jaz mislim, da bi pač mogli vztrajati do konca, da določene premiki so se zgodili, je pa dejstvo in to je seveda zadnji čas, da se priznamo, da v Sloveniji je korupcija tako na mikronivoju, da nam je kar sprejemljivo, da rečemo, recimo, ne, če se spet vrnem na gospoda Jankovića, se nekaj pa zelo blano naredil, kaj pa pol, če si še zase malo preškrtno, ne. To je nedopustno. Ne. In to kaže na to, takšni odzivi in dogovor, bom rekla, tudi gostilniške debate naših državljanov. Ne. Se je važno, da za skupnost nekaj naredi, tudi če si nekaj zase. To kaže na to, da je korupcija v Sloveniji sistemski problem. Ja, tako da preko tega se moramo boriti. Velikokrat pa tudi iz teh najvišjih državnih ustanov slišimo, vsi kradejo, ne. Konkretno imenih pa zelo malo. Ne. Tudi KPK je veliko govorila o Tešu, ampak ja. Veste, kaj je to? Ne smemo samo načelno govoriti, ampak vsi, predvsem recimo seveda še mi, ki smo na javnih funkcijah, moramo to razkrivati s konkretnimi posli. In glede na to, da se zaključuje recimo teden boja proti nasilju nad ženskami je bilo, ne? Pa naj zdaj jaz javno povem en primer, ki se je zgodil. In nanj ga bom tudi javno opozarjala oziroma pisala tudi sama. To je ta znakec, ja. Zoisovo nagrado za najvišje dosežke v znanosti je prejela ženska, ki je bila en mesec nazaj iz Kemijskega inštituta odpuščena, zato ker je imela v svojem laboratoriju zaposlenega sina in pa snaho in jih je 3 leta registrirala ob prihodu v službo. In to je, ne, a veste, klofuta vsem ženskam v znanosti, če me razumete. Takšnem, ampak to ni podelila politika. Podelili so ljudje, doktori, ugledni profesori, ki so v tej komisiji bili imenovani za nameček, in to je razkrila KPK. Bila je prijava na KPK, gospa je bila odpuščena, ampak
ponovno zaposlena na Univerzi na Primorskem. Saj tako iz medijev v bistvu je slišati. Ne? In name so se obrnile ženske, doktorce v znanosti, ki prav tako dosegajo vrhunske rezultate, ampak niso z nobeno korupcijo obremenjena. A veste, in to je tisto, kar moramo mi, ampak če boste šel zdaj gledati, bosta 2 članka v medijih na to temo, ko bo vse to, kar sem jaz povedala, navedeno, mislim, korektno povzeto, ampak ne zgodi se pa nič. Ne? In na to moramo vsakodnevno opozarjati in določen krog žensk v znanosti je na to upozoril. Pisali so predsednici vlade, pisali so celo Pahorju, iz njegovega kabineta so jih kontaktirali in odgovor je bil, ja, predsednik letos teh nagrad ni podelil. Iz protesta do tega. Ampak ena skupina, ki nima veze s politiko, je tako odločila. In jaz sem se zdaj odločila ob vstopu KPK, da bom v svojih javnih nastopih poskušala takšne konkretne posle, pa ni važno kje, oziroma posle, dejanja obelodanjati in od njih govoriti. In evo, danes sem to začela s tem, mogoče bo pač tudi moja beseda pripomogla k temu, da bo to bolj slišano. No, zagotovo se bova v naslednjih oddajah dotaknila tudi lokalnih volitev, pa vendarle zdaj Državljanska lista je kar precej odborov že ustanovila, tudi v Zagorju deluje, ga bomo predstavili, tako kot vse politične stranke, počasi skozi obdobje predstavimo. Verjetno se pripravljate že na lokalne volitve. Ja, lejte, jaz imam zelo zagnan mlad odbor v Zagorju, kjer so pač naši člani večinoma mladi, izobraženi, bom rekla, fantje in punce. Oni tudi mene seznanjajo s problematiko tega območja. Mi smo organizirali že 2 okrogle mize, če ne takoj, ampak tudi iz teh okroglih miz jaz črpam za svoje poslansko delo. Ena se je nanašala na področje šolstva, druga na področje podjetništva. In če ne, bom rekla, glih zadnjič sem tudi v eni razpravi v Državnem zboru prenesla to, kar so mi podjetniki povedali, bom rekla, na državno raven. In seveda mi bomo na lokalnih volitvah kandidirali. Če kdo v nas, bom rekla, prepozna kot eno, bom rekla, perspektivno ali pa inovativno skupino, tudi vabim, da se nam pridruži. Ste že toliko daleč s temi pripravami, da razmišljate tudi o županskem kandidatu? Veste kaj, mi smo mladi, bom rekla, tudi v lokalnem okolju, tako da v tej fazi razmišljamo, da bi zasedali čim več mest v občinskem svetu in pač preko teh svetniških mest pomagali in pa so oblikovali občinsko politiko. Čeprav razumem, ne pa potem kandidirati tudi s svojim kandidatom za župana? Ali pa ja, pač v tem trenutku se nihče izmed naših članov, bom rekla, v tem ne vidi. Jaz sama pa prav tako sem dala zavezo, da bom ta mandat po najboljših močeh in bom rekla vso energijo usmerila v svojo poslansko funkcijo in v to, da Zagorje pač predstavljam v Državnem zboru. No, v zadnjem času se veliko govori o prečiščenju politike in naša televizija je pred kakšnima 2 letoma delala neko raziskavo med občinskimi svetniki iz Zasavja plus Litija ter tudi med nekaterimi direktorji javnih zavodov in zastavili smo čisto preprosto vprašanje, ali bi bilo za vas primerno, da bi, tako kot je za predsednika države, ki ima mandat omejen na 2 zaporedna mandata, podobno storili tudi pri poslancih, predsednikih vlad, potem tudi pri županih in presenetljivo, ne? Več kot 90% je menilo, da bi se na ta način prečistilo, tudi kar se tiče direktorjev javnih zavodov, ne? 2 mandata oziroma največ 2 mandata zaporedoma oziroma lahko potem 3., 4., če en mandat počivaš, ne?
Ja, lejte, vse, veste, To malo se pridejo potem lahko novi, ne? Čeprav tisto novo je vprašanje, koliko je vedno novo. Očiščenje se zgodi tudi samo od sebe. Zdaj, če se spomneva, je skoraj 2/3 poslancev novih, pa državljani tudi niso zadovoljni. Ne? Ja. Tako da, ne vem, kdo je v teh dneh, sem prebrala eno izjavo, ki se je glasila tako: hočemo nove obraze, dokler se ne zgodijo. Ne? Potem se pa stranka ustanovi, pa vidimo doktorja Kebra, Pirjevca in to so spet neki stari obrazi. Ne? Ja, veste, jaz pač se pravim, zelo nerada sodim v drugih, zagovarjam pa to, da je seveda v politiki pač potrebno prečiščenje, da tako, kot sem tudi zase rekla, ne, jaz ne trdim, da sem najboljša poslanka, ampak če ne drugega, imam pa mogoče drugačen pristop, ki ga je imel kdo drug pred mano in je tudi to kdaj kaj dobrega, tudi če imaš kakšne začetniške težave. Tako da seveda imajo pa volivci vedno prav, veste. Tukaj pa ne sme biti debate, ker hvala Bogu imamo demokracijo. Bi še kaj za konec dodali, preden se posloviva? Mislim, da ste me vprašali vse, kar je zanimalo vas, oziroma predvsem za Gorjanke in za Gorjane in pa za Savce in za Savke. Tako da... Tisto, kar je najbolj pereče glede okrog nepremičninskega davka, bomo pa tako videli januarja, ko bodo prišli ali pa ne. Najbolj, mogoče bo tako, kot pravite vi. Dejva takole reči, v naslednjih oddajah ali pa v naslednjih mesecih bom imela pač priložnost, da to še razčistva, da me boste vi upozorili na napake, ki se bojo dogajale v praksi. Moja dolžnost bo pa, da potem poskušam zakon popraviti tako, da bo bolj po meri ljudi. Ne? Upajmo, ne, da bo uspelo. Hvala za vaš obisk v studiu. Hvala tudi vam za povabilo in srečno. Srečno pa tudi v mojem imenu.